drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lijep pozdrav iz Benečije. Sem pot končal, jo zdaj šele začenjam. Tonca Lukežu razmišlja. Matematika, vsaj tako pravijo, njena opinion. Politika pa nije matematika. Obratno, politika je pravzaprav prostor za opinione. Zato se kajšankrat lahko zgodi, da rezultati od volitev so tako čudni, da nobena strokovnjak ne ve, kako jih razložiti. Tle v deželi, na primer, je zmagala ena mlada žena, ki je Rimljanka po rojstvu, a nič ali manj levičarka po izbiri. Premahala je enega moža, ki je imel 5 let od tega več kot 50% podpore, ki je stuoparstvo Furlan, an prijatelj Berlusconija. Deborah Serracchiani pa je zmahala 3 dni po samomoru nje stranke v Rimu, kjer njeni parlamentarci imajo večino, pa niso mogli še zbrati eno ime za predsednika republike, an sada pripravljajo vlado skupaj z Berlusconijem. Nič. Državljani Furlanije Julijske krajine so vseh lih imeli raje levico kot tistega, ki je vladal do sada, ali tistega od gibanja pet zvezd. Teli zadnji so že večkrat dokazali tu Rime, da nečejo vladati. Politika je prostor za opinione, smo jal, pa se nam zdi jasno, da nismo vsi naumni. Benečija pa bo še enkrat brez predstavnika. Tle nas je malo, am postane vedno bolj težko izvoliti neha. Na levici pa je bil izvoljen Šaurli, bivši župan Pojde, ki je večkrat pokazal, da se zanima za probleme Slovencev Videnske pokrajine. Na te drugi strani samo za 8 glasov ne bo šel do Trste župan Podutane Pepino Sibal. Če gremo gledati rezultate, pa vidimo, da Franki tiratori obstajajo tudi v desnici. 13 glasov tle pri nas je dobil na deželnih volitvah ekstremist desničar Luka Truznjak, še več pa Ricardi, ki z Benečijo ne centra prav nič. Tako desnica tle pri nas je izvolila še enkrat samo čedajca Novelja, telkrat pa bo v opoziciji. Mi pa upamo, da bo šel naprej z njega uspešnim delom za zaščito živali, a da bo pustil primer našo pravico biti to, kar smo. Sada je cajt za host, am pijet. Pred ko gremo naprej, samo en popravek. Toncove misli smo snemali prijete, ko je prišla novica, da po preštevanju glasov je bil v deželni svet izvoljen tudi Giuseppe Sibal. Na majici je imela napisano lo. Napijan za kija so skubalo, čuti se se ancora kuslo. Bal so se pasti une zavest, morda ker ona plazame the best. Danes smo na liceju Pavlo Djakon v Čedadu, z nami sta Marijana Blažutič in Ivan Namor, ki obiskujeta tečaj slovenskega jezika. Oni so že v 5. razredu višje liceje, recimo šole, tako da že koliko let obiskujeta tečaj? To je 3. leto. Ki obiskuješ tečaj popoldanski? Ja. In ti, Marijana? In zakaj sta začeli obiskovati tečaj, Marijana? Da ne bomo izgubili vse tisto, ki smo se
učili v različni šoli, tudi da bomo srečali prijatelji, ki ne vedno lahko vidimo. Je treba reči, da oba ali pa ta tečaj je obiskovan več od učencev, ki so obiskovali dvojezično šolo v Špetru. In doma govorita slovensko, Ivan? Ja, malo govorimo. Malo govorita. In tukaj sta obdržali poznanje slovenskega jezika. Ja. In kaj delata? Recimo, samo lekcije tukaj v razredu ali pa tudi kaj drugega v sklopu tečaja? Ne, smo šli tudi na gledališče, gledati na predstavo, Burundanga. Tako da imata tudi druge dejavnosti. Sta zadovoljni s tem? Ja. A sta pomislili za ti kaj študirati v Ljubljano? Veste, da je gori že ena dobra skupina vaših soletnikov, recimo, ne? Ja, ampak se nisem še odločil. Se nisi še odločil. Ti, Marjana? Ja, išla malo bolj dalje. Imaš že druge poti izbrane? Okay. Hvala lepa. Jutro se čaka, da pride po njo. Že toliko let uči na tečajih slovenščine, popoldanskih tečajih slovenščine, ki se vrste tukaj na liceju v Čedadu. Tečaji se vrstijo za vse liceje, ki so v okviru Convita Nazionale Paolo Diacono. Jih pripravlja Zavod za slovensko izobraževanje skupaj z licejem, seveda. In jih obiskujejo predvsem bivši učenci dvojezične šole v Špetru. Profesorca Cinzia, kako predstavi ta tečaj, recimo? Torej, tečaji nekako potekajo v popoldanskih urah izven kurikula in letos jih pač imamo ob ponedeljkih od 2 do približno 5:45. Letos imamo 2 tečaja in sicer izpopolnjevalni tečaj. V ta tečaj obiskujejo dijaki, ki so prav nekako prišli iz dvojezične nižje srednje šole iz Špetra, torej je en višji nivo. Nadaljevalni tečaj pa obiskujejo dijaki, ki so lansko oziroma predlansko leto obiskovali moj začetniški tečaj. To so v glavnem Italijani in jih je zadnja leta vedno več, ki nekako hočejo se naučiti slovenskega jezika in potem po letih tudi pošiljamo na mladinsko poletno šolo v Ljubljano. Tile tečaji so zelo pomembni, ne samo za ohranitev slovenskega jezika, ampak jim skušamo tudi vedno v sodelovanju z Zavodom za slovensko izobraževanje iz Špetra organizirati kako gledališko predstavo oziroma kak izlet. Pred leti smo bili tudi v Ljubljani, v Mariboru in pravkar prejšnji teden smo bili na Lesah si ogledati neko gledališko predstavo Burundanga, stalnega slovenskega gledališča iz Trsta. Na tečajih bodisi delamo slovensko slovnico, torej utrjujemo in pa nekako skušamo pridobiti boljše znanje slovenskega knjižnega jezika in tudi recimo raziskujemo razne članke iz naših slovenskih tehnikov, iz Primorskega dnevnika, Novega Matajurja, Doma in pa tudi večkrat gremo v to računalniški laboratorij, kjer pa sami predstavimo nekako določene argumente. Prav v zvezi s tem bomo letos oziroma danes vam predstavili 3 različne lekcije,
ki so jih pač naši dijaki sami pripravili. In sicer prva bo nekako v glavnih obrisih orisala slovensko glasoslovje s nekako slovensko abecedo. Druga bo govorila o slovenski morfologiji, o oblikoslovju, in sicer vam bomo v tej prvi lekciji, bodo naši dijaki vam predstavili samostalnik, pridevnik, števnik in zaimek. Tretja lekcija pa, ki je nam recimo najbližja, bo pa govorila in predstavila slovenski knjižni jezik in pa naviško narečje, ki spada v veliko primorsko skupino. To vam bo v kratkem bilo predstavljeno prav na tečaju. Allora, hvala, profesorca, za tele tudi lepe 3 lekcije, ki jih bomo imeli v naši oddaji. In moram še omeniti profesorja Alessandra Guglielmotti, ki iz recimo profesorjev je tisti, ki sodeluje in ki že toliko let dela, da bi ta tečaj bil vedno prisoten v popoldanskih urah teh licejev. Ja, tako je. Ta je nekako naš profesor, ki je v glavnem naš koordinator in torej tudi izlete in tako naprej nekako potekajo, vedno jih organizira on, pač ker je profesor na tem liceju. Dobro, hvala lepa. Hvala in se vidimo. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden. Lijep pozdrav iz Benečije.